Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Če radi spoznavate živali, ste na pravem mestu. Saj bomo v današnji oddaji spoznali 3 prav posebne živali. Z mano v studiu že lepo pozdravljam današnja gosta, gospo Anko Kolenc in gospoda Zvoneta Kolenca, člana družinskega gledališča Kolenc z Vač pri Litiji, ki že 30 let s pomočjo narave in umetnosti poučuje otroke po celotni Sloveniji, včasih pa tudi izven nje, kaj ne? Točno tako, ja. Vidva sta ustanovitelja družinskega gledališča Kolenc. Tako. Kako je sploh prišlo do tega? Ja, mislim, da je čisto prvo pobudo dal moj mož. Sicer jaz sem že tako doživljajsko recitirala, rada sem imela tak doživljajski način predstavljanja česarkoli. Ampak glavno pobudo je dal pa moj mož in sicer on je poučeval dolgo časa v šoli in pač je ugotavljal, da je takrat, ko pripelje naravo v učilnico, nekaj čisto drugega, kot takrat, ko samo govori o stvareh. No, danes bomo spoznali 3 živali, sicer pa vaš mali živalski vrt šteje več živali, kaj ne? Ja, seveda, natančno število ve moj mož. Ne vem se ga, ker ščurkov je kar precej. Ker se še kar naprej tudi vrste dodajajo, a ne, kakšna stvar, pač kakšna živalica, kakšno bitejce ti je zelo všeč in potem pač pa se zgodi, da slučajno, ki dobiš od kakšnega gojitelja, ki se seli in tako naprej in dobi pač pri nas domek in potem sčasoma seveda pride tudi v šole in med ljudi. No, danes bomo z vama spoznali 3 živali. V vašem gledališču pa živali predstavljate na prav poseben način in sicer začnete z uganko, kaj ne? Točno tako. Z uganko, potem s pesmico, včasih odvisno od časa, pa odvisno od okoliščin. No, danes bojo samo uganke. No, jaz že komaj čakam, verjamem, da tudi mišmaševci, tako da kar prosim, prva uganka. Najlepša hvala. No, ta uganka je glasbene narave in sicer ni čisto direktno, mislim, da ni čisto direktno povezana s to oziroma te vrste živalico, ampak mislim, da bo v pomoč pri ugibanju. In sicer takole gre. La, 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 la. To je seveda približno, tudi intonacija je približna in naj pomagam, da ne gre za živalico, čeprav je pesmica slovenska, ampak ne gre za živalico, ki živi pri nas. No, je pa te vrste. Jaz prav spomnim, gre ta pesmica Leze, leze, polžek počasi. Tako, ja. Imam prav? Ja. Torej je nekaj v zvezi s polži. Točno tako. Kakšen polž točno pa je to? A ga pokažemo? Dajmo. To je ta polž. To je ahatnik, se mu reče. To je največji kopenski polž. No, pa preden povete še več o njemu, naj povemo, da ima v vašem gledališču Kolenc vsaka žival tudi svoje ime. Točno tako. Kako je ime polžu? To je naš polžek, Sluzi. Ne smem reči polžek, ampak polž, a ne? Ime mu je pa Sluzi. Tako, in kaj je za Sluzi značilno? Ja, to je največji kopenski polž, ki je osvojil ves ta ekvatorialni pas, kjer živi v tropskih gozdovih in zraste do pol kilograma. Tale ima polovično težo. Tako da so lahko še večji? Ja, še enkrat večji je lahko. In prebivalci vzhodne Afrike in pa uporabljajo to hišico za žlico. Zajame pa si da v usta.
so pa otroci tisti, ki so pa vzrok, da so se zdaj ti polži razmnožili oziroma osvojil cel ekvatorialni pas. Najprej so živeli na otoku Mauriciusu, potem pa je enemu otroku bilo všeč, pa ga je nesel s seboj, pa so še tam pa kamorkoli so šli, pa niso imeli naravnih sovražnikov. Ne? V domačem Mauriciusu so imeli sovražnike. Drugod pa niso imeli tistih bolezni, pa tistih, ki so zavirali njihovo razmnoževanje. Zato so se potem recimo v Kalkuti tako zelo razmnožili, da so postali nevarni za vegetacijo, ker prehranjujejo se pa z organskimi stvarmi, z razpadlim listjem, pa tudi z živimi rastlinami. No, v Sloveniji pa verjetno takšnih polžev v naravi ne bi morali videti, kaj ne? Ne, ker ne bi preživeli zimo. Zime. In sicer polži se takole, no ravno kar se je tale polžek odprl in je odprl svoje okence, ker je počival. Ne, ker je bilo, če je preveč sušno, ne more živeti pri takem sušnem okolju, pa se zato zapre s takim pokrovčkom. In tale polžek je ravno kar ta pokrovček snel in zdaj leze ven. Kako pa polži dihajo? Ja, imajo takole ob strani, če pogledamo, imajo eno dihalno odprtino, ki ni vedno odprta, in imajo noter potem takšen prostor, kjer se resorbira kisik iz zraka in na ta način dihajo kopenski polži. Tudi razmnožujejo se tudi zelo hitro. Tako da bi že v enem letu lahko dobili nekaj ton teh polžev, če bi vsa jajčica preživela. Pa se polž ahatnik od drugih polžev razlikuje samo po velikosti ali tudi po čem drugem? Predvsem po velikosti. Druge stvari so podobne kot ostali polži. So pa zelo primerni za demonstracijo, ker so zelo veliki. A ne? In če vidimo tako velikega polža, je polž ahatnik ali je tudi kakšen drug polž tako velik, da bi lahko... Če vidimo tako velikega polža, je to polž ahatnik, ki je pravkar zapustil kakšno gojišče, kakšnega ljubitelja polžev. Ne? Tako da ni možno, da bi imel kateri naš slovenski polž tako veliko hišico. Smo Slovenci znani po polžih, ampak po tistih jamskih, drobnih polžih, ker imamo veliko apnenca in se potem polži pri nas dobro počutijo. Imamo pa tudi zime, ki pa jih ahatniki ne preživijo. Torej, veliki so brez dvoma polžji ahatniki. Točno tako je. Ko je prišel na Japonsko Japonsko osvajati, ne, so Japonci izkoristili to njegovo velikost, zato, da so s pomočjo polža pridelovali hrano. To se pravi, ta noga je užitna. In polži, če damo polžem neugodne pogoje, se zaližejo, se reče, si nadajajo takšen poklopec in znotraj hišice je vse čisto, tako da ga lahko potem pojemo. A ne? Tako veliko zanimivosti smo slišali o polžih,
Od polžev pa k drugi živali, ki je še ne bomo izdali, bomo pa povedali uganko, preden gremo na kratek glasbeni predah. Ja, tudi ta uganka je pa dvodelna. En delček je pevski, en delček je pa tako pripovedni. In sicer dolga ušesa in kratek rep in plaho srce in urne noge. Kako mu je ime? Potem pa še glasbeni del. La 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 la. Tako in s tole melodijo gremo tudi mi v kratek glasbeni predah, potem pa vam bomo izdali, katera žival je to. Smo že nazaj. Prej smo vam zaupali uganko in mišmaševci, vsi, ki ste razmišljali o zajcu, ste bili zelo blizu, niso pa čisto pravilno odgovorili, kaj ne? Ne, najbrž ne, mi tega pač ne vemo, a ne? Ampak najbrž so razmišljali o zajčku, ampak v resnici je pa to kunec. Tako, kunec je tukaj z nami, kako mu je ime? To je Črni, naš Črni.
črni. In po čem prepoznamo kunca? V čem se razlikuje od zajcev? Kunec je druga vrsta živali kot zajec. Zakaj? Boš ti dala korenčka. Kunec pa zajec se ne morata razmnoževati. Da bi bil recimo samec zajec, samica pa kunec. Ne bi prišlo do potomcev. Razlika je že v zgradbi. Naprimer, drugače imata postavljena zobe. Potem kunec ima gole, neboglene mladiče, ne, in samica naredi gnezdo, pokrito z dlako, tako da so mladiči na varnem. Zaščiteni. Ne, pa zaščiteni, pa da jim je toplo, pa kunec živi v rovu, koplje rove. Zajec se pa boji vsakega rova, on samo da je na prostem, pa opazuje, kje so njegovi sovražniki, a ne, in potem, če čim to zagleda, pobegne. In tudi gnezdo samica naredi tako plitko gnezdo, pa nekaj mladičev pusti noter, ki so že kosmati in ki že skačejo, ne, in potem jih obiskuje vsake toliko časa, da jim da malo mleka, ne, ker to so sesalci. Kunec pa pobegne pred nevarnostjo v luknjo, a ne. Zajec pa nima luknje in je svoboden in on ima rad odprt prostor. Slišala sem, da kuncem zobje nikoli ne nehajo rasti. Ali je to res? Ja, takih živali, ki jim nikoli ne nehajo rasti zobje, je več. To so pač ti glodači sprednji, ki se pač stalno brusijo, zato kuncem stalno rastejo zobje. No, vidimo, da imajo kunci radi korenje. S čim se še drugače prehranjujejo? Ja, Trd kruh. ja, kruh imajo radi, suhi kruh imajo kunci radi, potem dobimo tudi krmila taka, prav za kunce, potem vidimo, da živi v travi in ima zelo rad travo, potem tako suho kot svežo, ne? To pa deteljica in krompir. To za pesnice govorijo. V bistvu vse to, ne? Kar je v pesnici, kar drži. Ja. No, kunci pa jedo tudi svoje iztrebke, kaj ne? Ja. Zakaj? Ja. Zato vsake toliko časa mora pojesti en prav določen iztrebek, ki ima tiste bakterije ali pa tiste praživali noter, ki njemu pomagajo pri prebavi. In zaradi tega mora pojesti prav bobek. Ni vsak bobek dober. Prebrala sem tudi, da kunci ne morejo bruhati. Je to res? Ja, najbrž bo, če si prebrala, drugače pa kunci zelo radi so v domu, pa se navadijo podobno kot psi na ljudi in lepo v sožitju z ljudmi živijo in z otroci se radi božajo in tako naprej. In prepoznavajo. No, in tako kot mačke, lahko tudi kunce naučimo uporabljati stranišče, kaj ne? Ja, seveda, saj si ga že sam naredi. Če ga imamo zaprtega v kletki, ima samo en vogal, samo en kot, kamor hodi lulat in kakat. In kako moramo skrbeti za kunce, če jih imamo doma?
Ja, kakšne posebne temperature ne potrebujejo. Pozimi so lahko pri zunanji temperaturi, potem zelo radi imajo zaprt prostor, za razliko od zajca, a ne? In potem pač naredimo tako kunčnico, takšno kletko, kjer je po možnosti odteče vse te urin, a ne? In potem pač vsak dan mu damo nekaj hrane, pol vsake toliko časa, mogoče enkrat na teden, ali pa vsak dan, mu lahko zamenjamo steljo, tole je stelja, a ne, v tem primeru je kar trava za steljo. Kaj še lahko uporabimo sicer za steljo? Še suho listje, potem žagovino. Drugače pa itak. Žagovino, podobno kot pri drugih živali. Se pa radi cartajo, pa stiskajo in tako naprej. Pa je pomembno, kako velika je kletka, v kateri jih imamo? Ja, večja kot je, Bolj bolj živa. bo vesel. To se pravi, če bo za tako žival, kot je tole, to ni kletka. To je samo za prenašanje. Kletka je pa ene 3-krat večja. Tako da bi, če bi tole imeli za kletko, bi bilo absolutno premajhno. Ja, Tako, ja, nesrečen razen, bi če bi bil, imel pritlikavega kunca, ne. Torej, obstaja več vrst kuncev. Kuncev obstaja veliko pasem. Vrste so pa vsi iste. Tako kot pri pseh ali pa pri mačkah, a ne. Vsi so psi, pasme so pa različne. Pa bi lahko imeli več kuncev v isti kletki. Je tudi črni že imel kdaj kakšnega prijatelja? Ne. Ja, lahko bi jih pa imeli. Lahko pa bi. Se ne kregajo med seboj, kar Torej se dobro so razumejo. družabna bitja. So pa podobno, kot smo prej govorili o ahatniku, tudi kunci povzročili veliko škodo. Zakaj? Ja, ko smo ljudje potovali po svetu in osvajali razne neznane celine, otoke in tako naprej, so s seboj prinesli kunca, ki so ga gojili na ladji. In te kunci, recimo v Avstraliji, niso imeli naravnih sovražnikov. In so bili vse posod. In so naredili veliko škode v Avstraliji, recimo. In kamorkoli so prišli na začetku. Ko pa je prišla za njimi še bolezen, potem je bilo pa urejeno. Ali pa predatorji, se pravi zveri, ki se prehranjujejo z njimi, potem pa se je uravnovesilo število kuncev v nekem okolju. Naravna selekcija, ne? Tako, če jih imamo doma, pa se jih verjetno ni potrebno, da se jih bojimo, kaj? Ne. Čim imamo možnost, da uravnavamo to na nek način, ne, je stvar pač urejena ugodno. Tako, čaka nas še ena žival, pa predlagam, da spet povemo uganko, potem pa si privoščimo malo glasbe. Prav. No, tale živalica, lahko že kar povem? Ja, izvolite. Ta živalica je bele ali rjavkaste barve in kar naprej kaka kot ptica vsaka. Samec pa ni kakšna zgaga, svoj ženki rad pomaga. Jajčka družno si valita, da mladičke spet dobita. Ob tem se klunčkata in na ves glas smejita. Tako, mišmaševci, razmislite, katera žival bi lahko bila to ob glasbeni spremljavi. Moja manekenka, ti si cela ena, Štajerka ali pa Gorenjka, zame si ustvarjena. Ti si tisto, kar fali v meni, na te padem 1, 2, 3. Primi me za roko in verjemi, itak za me druge ni. Zato pa ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me in liebe dich. Zato pa ljubi me, ljubi me,
ljubi me ti Mončeri. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Če nama godi, zihr ne škodi, da se po noči malo objemava. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Srce razbija, ko pritisneva na gas. Zatrese cela vas, zatrese cela vas. Ti si moja manekinka, ti si cela ena Al Primorka, al Dolenjka, zame si ustvarjena. Ti si tisto, kar fali v meni, na te padem 1, 2, 3. Primi me za roko in verjemi, itak za me druge ni. Zato pa ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me in liebe dich. Zato pa ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me in Mončeri. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Če nama godi, zihr ne škodi, da se po noči malo objemava. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Srce razbija, ko pritisneva na gas. Zatrese cela vas, zatrese cela vas. Zato pa ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me in liebe dich. Zato pa ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me in Mončeri. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Če nama godi, zihr ne škodi, da se po noči malo objemava. Ti manekinka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljubiva. Srce razbija, ko pritisneva na gas. Zatrese cela vas, zatrese cela vas. Smo že nazaj, uganko smo že slišali. Katera žival je bila to? Grlica, to je bila grlica. Grlica, imamo jo tudi tukaj, Ja. zraven Ja, nas, imamo. da jo pokažemo našim mišmaševcem. Tule imamo eno luštno grlico, ki bo lahko poletela, če si ji bo zaželela. Drugače pa grlica edini ptič. Poglejte, je že zletela. Pa imam eno tako, ki pa ne bo poletela, To je pa ker sem Mira. ker sem ji prirezal krila. In grlice se imenujejo smejačice, ker se smejijo. Tako se torej oglašajo. Ja. Tako se oglašajo. Ne ravno tako, one znajo bolj originalno, kot jaz. Ja. prav smeh je, Potem res. so edini ptiči, ki se ne bojijo roke. In zaradi tega jo čarovniki pogosto uporabljajo za svoje čarovnije. Res je, to sem videla že tudi jaz. Ja, zelo v majhnem prostoru so lahko in potem jih lahko čarovnik spušča, kakor hoče, in potem letijo na vse strani v dvorani. Sam mora biti pa dvorana taka, da ni oken. Zakaj? Zaradi tega, ker potem ptiček, ki poleti, ne, naredi en krog, hitreje drugi, v tretjem se pa zaleti v šipo, misleč, da je tam odprto okno. In potem si zlomi klunček in lahko pogine. To je torej grlica Mira, Ja. ki ste že omenili. Ja, in zelo rada bi povedala tudi to,
da so to ene redkih živali, kjer tudi moški spol, se pravi možje, če temu tako rečem, skrbijo, samčki, skrbijo za podmladek. Pri hranjenju, pri tem, da sedijo, ko se jajčka valijo, pri porajanju novega rodu, skratka, pri vsem sodelujejo. Pa so vse grlice bele barve? Ne, se vidite, tale je rjavkasta, prejšnja, ki je zletela, ki ni Mira, je pa čisto bela, se ste videli. Čisto bela, res je. Ja. Ampak so te barve, od bele do rjavkaste, tako. Drugače v divjini, ne, so pa grlice sive, grahaste in tudi so različne vrste grlic. Ne. V kakšnem okolju pa jih lahko sicer najdemo? A to se vedno kupi pri gojitelju. To Kaj je vrsto umetna grlic. vrsta. Tako da jih v naravi ne moremo srečati. Te v naravi ne boste srečali. Je pa, če jo pa srečate v naravi, je pa ravno pobegnila kakšnemu ljubitelju, ravno kar je morala pobegniti, kajti kakor hitro se ta žival usede na tla, bo gotovo hitro postala žrtev mačke. Ja. In zaradi tega v pričo mačke bolje, da nimamo grlice, ker če poleti pa se usede na tla, nismo dovolj hitri, da bi jo rešili. Ja, ti bi tudi poletela, ne? S čim pa se grlice prehranjujejo? Zrnjem, žitnim zrnjem se prehranjujejo. Pa prebavo imajo zelo hitro, to se pravi, da takoj pride ven, tudi drekeca, ne? Tlele vidimo, ko imamo v kletki, s katere je prašen, da je veliko teh odpadkov, ki pa je malo bel, bomo enega vzeli ven, malo bel, malo pa rjav. Belo je lulanje, rjavo je kakanje. In če nas je kakšen golob pokakal, pa pol pogledamo, kakšne barve je drekec, pa če je rjav, nas je res pokakal. Če pa je drugačne barve, bel ali pa rumen, nas je pa polulil. Tako tudi Mira je odšla. Še eno vprašanje. Bi lahko Mira odvač prileti, odkoder ste prišli do nas, priletela? No, Mira ne, ker ne more leteti, ampak kakšna druga grlica bi lahko, ali bi bila ta pot predolga za njo? Predolga bi bila. Ja, te, ki so gojene, pa ki so v kletkah, bi težko priletele. Samo, če pa so v voljerah, to je v večjih kletkah, kjer lahko letajo, bi pa lahko priletela, kjer bi imela več treninga. Tako je to. Za konec pa nas čaka še ena skrivnost, čarovnija, sem si prav zapomnila? Ja. Tako, izvolite, povejte. Ja, hvala lepa. To je čarovnija, pri kateri se izpolnijo čisto vse želje. In je pomembnejša od tega, da imamo radi živali, pa da se jih dotikamo. Potrebuje za to čarovnijo samo čaroben gib in čarobne besede. Pa predlagam za vajo, da to kar poskusimo. Tako lahko? Damo roke takole, samo da začutimo roke. Tudi gledalci so tisti, ki naj poizkusijo. Potem prekrižamo roke, pa se objamemo, pa se pobožamo. Pa rečemo najbolj čarobne besede. Punčke imate malo daljše čarobne besede, ker imate boljši spomin. V redu. Rečete, rada se imam. Fantje pa rečemo, rad se imam, ne? 3, 4, zdaj. Rada se imam. Kak je meni lepo, ko se imam rad.
Ta del čarovnije pride v poštev predvsem zjutraj, ko zagledamo najlepšo osebo v ogledalu in se premagati ne moramo, da ji tega ne povemo. Po je pa drugi del čarovnije. Tukaj je pa en gib več. Vstanemo, se obrnemo en proti drugemu, recimo takole, ja, damo roke na razen, se objamemo in rečemo čarobne besede. Rada te imam. Jaz pa rečem, rada te imam. Rada te imam. Tvaju imam. Ampak čarovnik nisi, če to znaš. Aha, tako. Čarovnik si, če to delaš. Odlično. Najmanj 12krat na dan za tiste, ki znajo šteti. Za tiste, ki pa ne znamo, pa čim več. Čim večkrat. Tako. Kje je treba čarati? Predvsem doma. Ampak čarovnija ni patentno zaščitena, tako da se lahko gre Tako da tudi k sosedu, delimo z drugimi. ja, da se čarovnija širi še naprej. Ja, najlepša hvala za tole končno misel in pa današnji obisk v studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Tako, Mišmaševci, s tole mislijo končujemo današnjo oddajo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Odkar sem te nazadnje videla, še vedno kar tako sivo otožnostjo pomislim na te. Če v naju knjigo napisali bi, premalo črke, da bi vedeli, kako si imel me rad, kako sva se takrat ljubezen skrila. Če slutila bi mi dva lahko, da te kmalu o meni ne bo. Malo, malo mi je še hudo, ker manjkaš mi tako, da zaboli, lahko še pregloboko. Malo, malo, ne priznam si še, enostavno na te spomnim se. Vsak trenutek mi pretežek je. Če bil bi tukaj, ko zapade sneg, ko listje z barvami očara svet, pomlad bi v naju dveh ujela sončen smeh prav zagotovo. Če slutila bi mi dva lahko, da te kmalu o meni ne bo. Malo, malo mi je še hudo, ker manjkaš mi tako, da zaboli, lahko še pregloboko. Malo, malo, ne priznam si še, enostavno na te spomnim se. Vsak trenutek mi pretežek je. Ko jutro me na silo prebudi, ko se zavem, da tebe tu več ni.